Turistično društvo Šentilj pri Velenju je letos organiziralo že 20. ocenjevanje salam. Ta prireditev se je imenovala tradicionalna salamijada, vendar smo jo zadnje 4 leta preimenovali v praznik salam. Tu zberemo izdelke izdelovalcev iz domačega kraja in pa seveda tudi iz okolice. Na našem prazniku salam lahko sodeluje vsak izdelovalec suhomesnatih izdelkov iz cele Slovenije. Tukaj zbiramo oziroma ocenjujemo salame in pa bunke. Bunke so narečni izraz za prekajeno vratovino, ponekod jim rečejo bodjole, vendar v našem kraju so to bunke. Dobimo strokovno komisijo in le-ta oceni suhomesnate izdelke, ocene zapišejo in vsak od izdelovalcev, ki pride potem na podelitev, te ocene tudi dobi. Komisija je čedalje bolj zadovoljna z izdelki, saj se kvaliteta izboljšuje, izdelovalci pa tudi upoštevajo njihove nasvete in pa njihove izkušnje. No, letos je bilo tako, da se je komisija odločila, da so pri salamah bili med najboljšimi 3 Recko Marjan, Vrhovšek Zdravko in pa Podpečan Rudi. Moram povedati, da nihče od teh ni iz našega kraja, ampak vseeno radi dajejo salame na ocenjevanje k nam. Pri bunkah pa je bila razvrstitev takšna, da je 3. mesto dosegel Pečečnik Martin, 2. mesto Kranjčan Srečko in zmagovalec je bil Recko Martin iz Dobrine, to je kraj pri Loki pri Žusmu. Naša salamijada je organizacijsko kar velik oreh, posebno zdaj po koroni smo se kar malo bali, kako bomo lahko to organizirali, nismo vedeli, kakšen bo odziv, vendar smo bili prijetno presenečeni tako nad odzivom tistih, ki so dali salame oziroma bunke v ocenjevanje, kot tudi nad odzivom za obisk današnje prireditve, saj se je zbrala kar lepa količina ljudi, vsi so bili zadovoljni, celo popoldne je potekalo dogajanje in zadovoljni so bili tudi tisti, ki so dobili priznanje oziroma nagrade. Danes smo tudi podelili nagrade 2, ki sta salame dajala na ocenjevanje vseh 20 let in pa 3 članom našega društva, ki so bili začetniki, ki so bili pobudniki tega in kot je prej povedal Jože, so v bistvu začeli s to prireditvijo samo zato, da bi nekako izdelovalci salam dobili povratno informacijo, kakšne so njihove salame, kakšni so njihovi izdelki in kje mogoče delajo napako, pa sami za to ne vejo. Tu se je izkazalo, da je bil rezultat dosežen, da je bil cilj dosežen, saj so se izdelki izboljšali in pa seveda nekateri vztrajajo ves čas, nekateri kako leto spustijo, drugače je pa tradicionalno preko 20 salam vedno ocenjenih. Hvala lepa za pogovor. Se lahko prosim še predstavite? Ja, jaz sem pa Leopoldina Čas, predsednica Turističnega društva Šentilj pri Velenju.